Lep pozdrav vsem. Bo na začetki kar malo glasba spregovorila, ne? Bomo eno pivško klasiko zahodili. Tu je Šan leptih večer. Šan leptih večer je zazehal v noč. Poletnih dni so vremalo vzet, ma ta nej kar tako, kakor povsod, tudi leti točajke se si očem nasmejhem, krasijo večer in nosijo mi, o mamno je ker, da nas pije se mi. Oder je oživel, prvi par se že vrti, jaz pa ujel sem pogled, da me ki tam sedi, da me ki sramežljivo se smeji, lepa je kukar cvet, lepša od vseh deklijet. Ko se nov valcer začne, jo bom zaprosil za ples, da me kdo naprehiti. O, madam, o lepa, madam, vas me ima prositi za ples, prtjehnile so me k vam, vaše lepe črne oči, budejte mi nježne bejle roke in mi podarite ta ples. Moja duša gori samo za vas, madam, zdaj ljubezen gori. In še žalostni del te zgodbe od nesrečne ljubezni boste slišali. Šan leptih večer se pretjegnil je v dan, dala je v moj objem, dala mi je poljub in stekla čez bulje v jesen. Zdaj poletja ne več, ma ko pride nazaj, jo letem bom čakal vsak dan. Daj šankrat povem, moj lepi madam, te prejšnje več jaz živeti ne znam. Hvala lepa. Zdaj bomo povabili še enega gosta, Silvota Čelharja. Naslednjo pesem, ko bomo zaigrali, je pa, bi rekli tle v pivki, od naših prijateljev se z Los Angelesa. Tako da enega davnega leta, ne vem, 91 je Silvo, tudi mesec, da on prepesnil ta refren. Ostalo smo naredili mi v Ani Popedan. Tako da se spodobi en aplavz za Silvota. Hvala. Da se igramo Vsaka roža ima trn. Pa sva bila sred Palške gmajne, ko se je delal dan. Bila sva tako še zdaj randa, vsaka
Poslušam Radio 94, na katerem je Janko Boštjančič. DJ Vox se zavrti vsak dan v PVZ-ji. Ne moreš tako, prašna pala, vsaka roža je maten, kakor vsaka noč je maj jutru, kakor vsak kavbojc poje eno in isto, vsaka roža je maten. Nikoli ne bom pozabil dneva, ko si prezadela hudo bolečino. Plesala sva v željah in pismi, sploh postopno na pol. En aplauso za violino. Oba sva bila sredi jurške hmajne, ko se je delal dan. Bila sva tako kep, da tu ne zaverjet. Tako mraz je bil, če se spomnim še zdaj randa. Vsaka roža je maten, kakor vsaka noč je maj jutru, kakor vsak kavbojc poje eno in isto, vsaka roža je maten. Hvala. Hvala. Ja, dve pesmi odpete v klenem pivškem narečju, ki pripadata kultni pivški skupini Ana Pupedan. Še en aplavz za izvajalce. Dame in gospodje, spoštovani visoki gostje, dober dan vam voščim v Parku vojaške zgodovine o prav posebnem prazniku, ko slavimo 20. obletnico delovanja parka, ki je v 2 desetletjih iz napol ruševin zrasel v največji muzejsko-zgodovinski kompleks v tem delu Evrope in v enega najbolj obiskanih muzejev v Sloveniji. Ob tej priložnosti izrekam še posebno dobrodošlico ministru za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, doktorju Aleksandru Jevšku, vojaškemu predstavniku pri NATO in Evropski uniji, generalmajorju Romanu Urbanču, županu občine Pivka, gospodu Robertu Smrdelju. Poseben pozdrav velja tudi Sandiju Curku, ki je lani strani Evropskega parlamenta prejel prestižni naziv državljan Evrope. Pozdrav pa velja tudi vsem predstavnikom Slovenske vojske, predstavnikom lokalnega gospodarstva in turizma ter vsem prijateljem Parka vojaške zgodovine. Dober dan in dobrodošli v Pivki. 20 let mineva od tistega 9. maja leta 2004, ko se je v Pivki na Dan Evrope in na pivški občinski praznik rodila ideja, da bi iz opuščenih in propadajočih vojašnic na robu Pivke preuredili v vojaški muzej.
Ekipa Parka vojaške zgodovine je te dni v počastitev 20. obletnice postavila posebno muzejsko obeležje. Razstavo, ki prikazuje pestro zgodovino nekdanje vojašnice na robu Pivke in razvoj Šempetra na Krasu, kot se je njega dni imenovala Pivka. Razstava nosi svetopisemski naslov, izposojen pri preroku Izaiji. Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Avtor razstave je gostitelj današnjega dogodka, magister Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine, ki ga tudi vabim k uvodnemu nagovoru. Dober dan in dobrodošli. Hvala, Marjana. Spoštovani gospod minister, spoštovani gospod župan, spoštovani general, cenjeni visoki gostje, dragi prijatelji, dragi sodelavci. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, ki ste od blizu in daleč prišli, da bi se poveselili z nami ob 20-letnici ideje, da v opuščeni, podirajoči se vojašnici ob robu Pivke uredimo vojaški muzej. V počastitev te obletnice smo postavili tudi to kovinsko konstrukcijo, inštalacija se menda danes pravi takim rečem, in na njo postavili razstavo, ki prikazuje zgodbo tega prostora, te lokacije. Stoletja in stoletja dolgo so na tej gmajni nad vasjo pasli živino vaščani Hrastja. Leta 1873 se je v hrib zarezala železnica proti reki, 60 let pozneje pa se je odločila tu postaviti vojašnico italijanska vojska. Mogočna vojašnica, vidna daleč navzdol po dolini, je imela tako kot srednjeveški gradovi jasno ambicijo vzbujanja strahospoštovanja. Italijanska vojska ga ni prav dolgo. Že čez 10 let je tole vojašnico klavrno zapustila. Za njo je prišla nemška armada. Ob koncu vojne pa jugoslovanska vojska, ki je ostala tu do oktobra 1991. Propadajoč kasarniški kompleks je predstavljal za lokalno skupnost velikanski problem. O tem bo več povedanega v drugem delu te današnje prireditve. Za ime razstave in sploh celega obeleževanja 20-letnice ideje parka smo izbrali svetopisemski citat: svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Izaijeva prerokba izpred 2750 let se nam je zdela nadvse primerna, saj najlepše v besedi to, kar tu počnemo, ko orožje, ki je bilo namenjeno uničevanju in ubijanju, spreminjamo v razvojni, v turistični potencial. V tem času, ko se širom sveta spet na vso moč kujejo meči in sulice, je to sporočilo še bolj pomembno. Izaijeve besede smo vpisali v kovino, da bodo lahko še naslednjim generacijam pričevale o našem trdnem prepričanju, da je boljši svet mogoč in da bosta nekoč le zavladala mir in pravičnost med narodi. Ideja Parka vojaške zgodovine se je rodila prav v dneh, ko je Republika Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Čas pridruževanja evropski integraciji in severnoatlantskemu zavezništvu je bil čas velikega pričakovanja in silnega zanosa. Tu v parku tega optimizma nismo nikoli izgubili in evropska razvojna sredstva izkoristili v veliki meri. Zato lahko javno na tem mestu, tako rekoč na predvečer dneva Evrope, izjavim, da takšnega parka vojaške zgodovine brez EU sredstev ne bi bilo. Dovolite mi še, da se pred koncem tega nagovora ob našem jubileju zahvalim svojim sodelavcem, ekipi Parka vojaške zgodovine. Mogoče se spomnite, dragi kolegice in kolegi, da sem vam na slovesnosti ob 10. obletnici parka obljubil kri in znoj. Lahko mi priznate, da sem obljubo držal, da sem mož beseda. A obljubil sem vam še nekaj drugega. Tisti neizmerno dober občutek, da se borite za pravo stvar, da soustvarjate nekaj velikega, nekaj, o čemer boste s ponosom pripovedovali svojim vnukom. In v tem je pomembna vloga te razstave. Lahko ste ponosni na svoje delo. Prav tako pa tudi vsi drugi, ki ste v teh letih sodelovali pri tem, da je praktično iz ruševin opuščene vojašnice nastal tako obsežen, dobro obiskan in v dediščinskem smislu bogat muzej. Nemogoče je izpostaviti vse, se zahvaliti vsem, županu, občinski upravi, vsem sklicem občinskega sveta, ministrstvom za obrambo, kulturo, notranje zadeve, kohezijo, Slovenski vojski, posebej še Vojaškemu muzeju Slovenske vojske, vsem projektantom, izvajalcem, projektnim partnerjem,
muzealskim kolegom in vsem drugim, s katerimi smo se v teh 20 letih srečevali. Posebna zahvala gre vsem sponzorjem in donatorjem, ki nam nikoli niste odrekli pomoči. Hvala tudi vsem vam, ki nam stojite ob strani in spremljate naše delo. Upam, da boste danes in tudi velikokrat v prihodnje v parku preživeli lep dan. Hvala. Hvala lepa, magister Boštjančič. Pa dajmo še enkrat en velik aplavz za vso ekipo Parka vojaške zgodovine, ki je tako predano in drzno verjela v to, da delajo pravo reč in da kujejo tudi zgodovino v pivki. Bravo, na novih najmanj 20 let. Park vojaške zgodovine je s svojo ustanovitvijo leta 2004 oral tudi ledino tukajšnjemu turizmu. Kajti pivka je bila zaradi večstoletne prisotnosti vojske na tem sicer strateško izjemno pomembnem območju popolna neznanka na turističnem zemljevidu. Park je tako dokaz, da so muzeji lahko nosilci in gonilna sila turističnega razvoja nekega kraja. Smo na pragu 9. maja, Dneva Evrope, in ravno v teh dneh praznujemo 20 let vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. Zato je ob današnji slovesnosti potrebno poudariti, in to je izpostavil tudi magister Boštjančič, da je Park vojaške zgodovine tudi odličen, če ne šolski primer uspešnega črpanja evropskih kohezijskih sredstev. K besedi vabim ministra za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksandra Jevška. Dobrodošli. Spoštovani župan, jaz lahko rečem, dragi Robert, ker sva skupaj županovala in predsedovala, on z OSO, jaz s SOSO, dolga leta. Spoštovani visoki gostje, posebno čast si štejem danes, da sem lahko tukaj eden izmed govorcev na tej čudoviti prireditvi. Zato imam več razlogov. Med množico teh razlogov, o nekateri bom tudi spregovoril, pa je ta, da sem, tega mogoče ne veste, lastnik starodobnega vojaškega vozila Willys letnik 41. In tukaj imam v Knežaku, Ilirski Bistrici, Postojni veliko prijateljev, s katerimi smo bili pred 10 leti, sedaj v Normandiji, kjer smo obiskali množico podobnih muzejev, kot je ta. Letos praznujemo pa obeležujemo 80-letnico izkrcanja v Normandiji 6. junija. Žal ne bomo tam, ampak veliko Slovencev bo tam. Čestitam vsem, ki ste pravzaprav pred 20 leti, leta 2004, prišli do ideje, da se iz enega takega propadlega, degradiranega območja začne delati dobra zgodba. Veliko vas je tukaj zbranih in iskrene čestitke tudi v začetku tega mojega nagovora jutrišnjemu občinskemu prazniku, gospod župan in vse občanke in občani. 1. maja leta 2004 je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Zdaj se pogostokrat postavlja v teh dneh vprašanje, kaj je Slovenija iztržila iz Evropske unije. Moj odgovor je, da je mogoče beseda iztržila neprimerna. Tisti, ki smo že nekoliko srednjih let, bom rekel, se spomnimo, kako smo v Avstrijo hodili po pomaranče in po vedra, ki si ga dobil zraven pomaranč, koliko vrst je bilo na mejnih prehodih. In že samo dejstvo, da danes lahko Evropo prevozimo v območju Schengena, brez da se ustavljamo na mejnih prehodih, svoboda gibanja, svoboščine in pravice, ki so pridobljene, pravzaprav tudi naši otroci imajo možnost preko programa Erasmus študirati in izmenjavati svoje znanje z tujimi študenti. In se mi zdi, da je teh prednosti, ki jih imamo, tudi to dejstvo, da smo del skupnega evropskega trga, izjemno veliko. Ja, smo pa tudi nekaj iztržili. Približno 4,5 milijard smo v 20 letih v plusu.
ker smo seveda tudi vplačnica v Evropo, ampak v 20 letih je to 4,5 milijarde. V novi finančni perspektivi 2021-2027 imamo na razpolago 3,4 milijarde, skupaj z proračunom Republike Slovenije približno 4 milijarde evrov evropskih sredstev, ki so na razpolago, da jih počrpamo za različne namene. In del teh zgodb je tudi zgodba tega parka vojaške zgodovine. Prej, ko smo se pogovarjali z direktorjem in pa z županom pred to prireditvijo, sem dobil informacijo, da je 60 000 obiskovalcev pred korono obiskalo ta muzej. Teh 60 000 obiskovalcev bi se, tako kot smo se mi nekoč skozi Pivko odpeljali na morje, in Pivka pravzaprav ni bila znana po drugem kot po gostem prometu, sedaj pa je znana tudi po parku vojaške zgodovine. In gledajte, tudi to je dokaz, da so evropska sredstva namenjena za skladni regionalni razvoj. Kot je bilo prej povedano, ni nujno, da so vsi muzeji v Ljubljani, Mariboru in v velikih mestih, ampak tudi kje drugje na podeželju. In to dejstvo, da je ta muzej na podeželju, pravzaprav ne v centru mesta, je na eni strani uresničevanje načela decentralizacije, na drugi strani pa uresničevanje načela skladnega regionalnega razvoja. Kajti ti ljudje, ki pridejo sem, ne gredo samo v muzej, obiščejo še kaj drugega, kar je tukaj sigurno pomembnega in pa dobrega, in to je to, kar pravzaprav si tudi naše Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj prizadeva. Da tudi kraje, ki niso v centru, razvijamo in da jim z evropskimi sredstvi pomagamo za to, da se razvijajo. V prejšnji finančni perspektivi 2014-2020 smo 100% počrpali evropska sredstva. Prav tako 3,4 milijarde in smo ene izmed uspešnejših evropskih držav na 6. mestu po uspešnosti črpanja evropskih sredstev. To smo naredili kljub temu, da smo bili prizadeti z pandemijo, da smo bili tudi v evropskih projektih, ko je zmanjkalo materijala zaradi vojne v Ukrajini, ko je avgusta lansko leto Slovenijo prizadela največja naravna katastrofa. In veste, zakaj smo to naredili? Zaradi tega, ker imamo takšne ljudi v Sloveniji, kot ste vi tukaj v Pivki, ker znate ravnati z evropskim denarjem, ker znate delati. In zaradi tega me sploh ne skrbi, da bomo tudi v prihodnji finančni perspektivi, čeprav bo nekoliko krajša, 100% počrpali evropska sredstva in jih vložili v korist naših državljank in državljanov. Zdaj, seveda se postavlja vprašanje, kako z Evropo naprej. Prihajajo evropske volitve 9. junija, ki so resnično izjemno pomembne ali pa najpomembnejše od vseh do zdaj. Zaradi vsega, kar se dogaja okoli nas, se mi zdi, da je potrebno poudarjati, da potrebujemo resnično močno Evropo, Evropo, ki bo držala skupaj, zeleno Evropo, Evropo, ki bo temeljila na inovacijah, predvsem pa varno Evropo. In zaradi tega bom zaključil ta svoj nagovor s tem, da, in to bom počel sedaj do 9. junija vse posod, kjer bom, gremo na volitve in dejansko izvolimo naše predstavnike v Evropskem parlamentu, ki bodo skrbeli za to, da bo Evropa trdna, da bo odporna proti energetskim šokom, da bo odporna tudi proti grožnjam, ki nam grozijo. In se mi zdi, da je to edina pot. Evropa je edina pot, ker nam daje varnost in ker nam daje prihodnost. Tako po Eurostatovih meritvah februarja letos misli 82% Slovencev. In to nas navduhuje z optimizmom. Navduhuje nas pa tudi z optimizmom to, da ste pri nas ljudje, ki znate, ki imate voljo in ki imate na ustih nasmeh. Naj tako ostane. Hvala lepa.
Hvala lepa gospodu ministru, ki je očitno tudi velik prijatelj Parka vojaške zgodovine. Gospoda ministra pa skupaj z ekipo tudi vabimo, da poleg Parka vojaške zgodovine obišče tudi Dina center pa Park pivških presihajočih jezer. Tu je tudi prostor zadnje evropske divjine, kjer v naravi še živijo 3 velike zveri, medved, volk in ris. Tako sedaj veste. Tako, sedaj pa preden nas premoti dež, napovedujem tudi uradno odprtje današnje razstave. Prosim, če tu na mojo levo k traku pristopijo magister Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine, pa minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in župan občine Pivka Robert Smrdelj, da boste slovesno razvezali trak in tako tudi uradno odprli današnjo razstavo. Vas pa v dobrobit naših snemalcev prosim, če se s telesom bolj proti kameri obrnete. Podajmo neki print, da nas slikajo, ker to je najpomembnejši del. Tri, 3, 2, 1. In s tem dejanjem se je razstava z imenom Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe tudi uradno odprla. Spoštovane in cenjeni, vabljeni torej na ogled razstave. Skozi razstavo vas bo vodil kar njen avtor osebno, magister Janko Boštjančič. Čez dobrih 15 minut pa vas povabim v spodnje nadstropje parka v paviljon A, kjer bomo nadaljevali z okroglo mizo, na kateri se bomo skupaj snovalci ideje o ustanovitvi parka pogovarjali o tistih negotovih začetkih, pa tudi o pogledu vnaprej. Toliko za enkrat, se vidimo v paviljonu A. Prijeten ogled razstave.